pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. V tokratni oddaji Na glas se bomo pogovarjali o cepljenju. O tistem, ki se že izvaja tako po cepilnih domovih, kot tudi o tistem, ki je že bilo, pa še verjetno tudi bo v domovih za starostnike. Zato so z mano danes gostje. Direktor Doma pod Gorco, gospod Gregor Žigon. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Z nami je tudi gospa direktorica zdravstvenega doma iz Ptuja, gospa Metka Petek Uhan. Pa tudi direktor Mariborskega zdravstvenega doma, gospod Jernej Završnik. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, dober dan. Takole pa dajmo najprej pogledati v Dom pod Gorco, kjer so starostniki. Gospod Žigon, domovi za starostnike so lani na nek način v nekem obdobju veljali kot žarišča epidemije. Je danes še tako ali se je spremenila epidemiološka slika? Lepo pozdravljeni. Ta stavek žarišče je malo tako zelo težek, ne. Jaz bi rekel, da smo imeli kar vdore v domove. Moram reči, da je bila takrat res taka izredna situacija, s katero smo se vsi domovi, mislim, da srečevali v Sloveniji in da je zdaj to stanje nekoliko boljše. Zagotovo je k temu pripomoglo tudi večja ozaveščenost, pa nenazadnje tudi verjamem, da tudi cepivo je k temu pripomoglo, da smo danes malo bolj varni, če lahko temu tako rečem. Koliko imate vi pravzaprav stanovalcev tam v vašem domu? V našem domu je trenutno 150 stanovalcev. Tako, in zaposlenih? Zaposlenih je okoli 100. To bomo potem še se spraševali naprej zaradi tega, koliko je cepljenih, pa bomo pogledali zdaj še na Ptuj. Gospa Petek Uhan, vaš zdravstveni dom je skrbel tako za testiranje kot tudi za cepljenje, kaj ne da? Ja, moram reči, da na našem področju imamo zdravstveni dom, oziroma dom upokojencev, ki je eden izmed večjih v Sloveniji, ki imajo tudi več zunanjih enot. In sicer to je v Muretincih, v Juršincih in pa v Kidričevem, ter pa se pravi, največji je pa seveda na Ptuju. Tukaj je čez 700 varovancev in smo jih seveda tudi mi pokrivali, tako z cepljenjem kot z izvajanjem hitrega testiranja. Zdaj, se pravi, to so enote, kjer mi pokrivamo z splošno ambulanto dejavnost, ko je bil izbruh, se pravi v novembru in v decembru, ko je bilo v bistvu največ obolelih, takrat smo tudi imeli posebno ekipo, ki je skrbela v rdeči coni za oskrbovance doma upokojencev. Mariborski zdravstveni dom je verjetno tudi povezan z mariborskimi domovi za starostnike in tudi z okoliškimi, če ostanemo še malo pri starostnikih, z okoliškimi občinami, kjer imate svoje enote. Ja, seveda, zdaj Mariborski zdravstveni dom skrbi tudi za zdravstveno varstvo v domih starostnikov. Veste, da je v Mariboru največji dom starostnikov v državi, dom Danice Vogrinec, in seveda ti največji domovi seveda so bili v začetku posebej izpostavljeni. Gospod Žigon je dobro opisal to situacijo že na začetku. Namreč moramo vedeti, da pred enim letom, meseca marca, mi dejansko, če smo odkriti, nismo vedeli, ali bomo lahko hodili po ulici, po pločnikih. Nismo namreč vedeli, za kakšnim virusom imamo opravka in za kakšnim sovražnikom imamo opravka. Tisto, kaj smo se zdaj v tem dobrem letu naučili, je to, da so najbolj ranljive skupine predvsem tiste starejši, torej starejša populacija, in na žalost se je to v začetku tudi izkazalo, da se je ta virus širil predvsem med starejšimi in pa na tistih področjih, kjer ljudje živijo bolj na nekem gostem področju, če se smem temu tako izraziti. In seveda domovi starejših so bili eno tako idealno gojišče
za širjenje tega virusa. No, v nekem trenutku potem seveda, ko so domovi, seveda, in jaz verjamem, da so vsi delali po svojih najboljših močeh, znanju in pa vesti, seveda je prišlo do teh vdorov, kot smo slišali, in pa do prenosov na različnih ravneh znotraj teh domov. Potem zdaj ugotavljamo praktično, da domovi za starejše danes niso več tisto kritično področje, ampak ravno prej sva se z dr. Uhanovo pogovarjala, mi danes, konkretno, ko smo imeli krizni štab, ugotavljamo, da zbolevajo mlajši, 30-40-letniki, in ugotavljamo, da se bolezen prenaša ne več toliko med starejšimi, kot pa to, da se bolezen prenaša od malih otrok na starejše. To je zdaj popolnoma drugačna slika, v kateri smo bili priča pred enim letom. Gospa Petek Uhan, kaj mislite, da je vzrok temu, kar je zdaj gospod Završnik povedal? Je to zaradi tega, ker se aktivna populacija, torej ravno toliko se stari, več druži, hodi v službo, ima več stikov med seboj? Ja, vidimo, da namreč toliko smo zdaj že v tem letu spoznali virus, da lahko rečemo, da virus, jaz vedno rečem, nima nog, ampak se prenaša preko stikov, se pravi, da se ne držimo navodil, s katerimi bi preprečevali širjenje te bolezni. Seveda je to res, vidimo, da zbolevajo zdaj mlajša populacija, tista, ki je aktivna, se pravi, ki hodi na delovna mesta, potem, ki se pravi, se družijo in ki imajo majhne otroke. Gospod Žigon, kaj so bili vaši starostniki, če tako lahko rečem, torej vaši stanovalci prestrašeni, ko se je vse skupaj začelo dogajati, pa potem sploh v drugem valu, ko so ponovno naraščale okužbe? Ja, moram reči, da seveda so bili prestrašeni, ker je bilo, tako kot je gospod Završnik povedal, za vse nekaj novega, nepoznanega. Marsikaj smo se vsi iz te situacije naučili. Potrebno je bilo hitro odreagirati, tudi te selitve iz, lahko rečem, domačega okolja, ker dom je ene vrste domače okolje, v neke sive, rdeče cone. To je stresno bilo tako za stanovalce, kot tudi za zaposlene. Po drugi strani pa tudi ta manjko socialnega stika, ki je pri starostnikih še posebej pomemben, in verjamem, da tudi vidimo vsi ostali, kako pomemben je ta socialni stik, ker nam je v enem obdobju nam vsem premanjkoval. Tako da bile so stresne situacije in bil je en prisoten strah in neki privid nekega neznanega, ampak na koncu moram reči, da je ravno opora drug drugemu, tako stanovalcev kot naših zaposlenih, pripeljalo do tega, da smo iz te bitke nekako šli kot zmagovalci in nekako se mi zdi, smo nekako lažje prebrodili to krizo. Kako ste jih pa povabili za cepljenje oziroma kakšni so bili njihovi odzivi tako večinoma? Jaz mislim, da ravno zaradi te izolacije, vseh teh ukrepov, protokolov, drugačnega načina življenja, če lahko temu tako rečem, je privedlo k temu, da nismo rabili posebej stanovalce spodbujati, da so se nekako kar hitro odločili za to cepljenje. Večji problem je predstavljal pri zaposlenih. Mislim, da so tudi ta družabna omrežja naredila dosti, premalo je bilo tudi mogoče iz strani države oglaševano, če lahko temu tako rečem. Bilo je dosti nekih polemik, nekih nejasnih informacij in nekako se mi zdi, da se v tisti začetni fazi, ko je bilo možnost, ni veliko zaposlenih odločalo, da bi se cepilo. Zdaj je mogoče malo nekoliko drugače. Gospa Petek Uhan, kako pa je bilo pri vas od začetka, ob začetku cepljenja, bom rekla pravzaprav,
Kar nekaj dvomov je bilo od začetka, ali velja tisti cepilni seznam, na katerega so se nekateri že lani prijavljali, ali se je treba prijaviti pri osebnem zdravniku. Dajmo mogoče ta del prvo povedati tehnično, kako je prav. Ja, mogoče da povem, se pravi, vedno je na začetku, tako kot je bilo tudi na začetku glede tega, ko virusa nismo poznali, je tudi veliko zmede bilo glede tega, kam se naj ljudje prijavijo za cepljenja. Vedno rabimo nek čas dejansko, da se navadimo na zadevo, da lažje steče. Vemo, da z državnega nivoja so se ljudje najprej lahko prijavili za cepljenje, ampak ta del je bil mišljen predvsem zato, da država vidi približno, kakšen bo interes za cepljenje. Ne? In potem je stekla zadeva tako in še zdaj velja, da dejansko se pacienti naj prijavljajo pri svojem osebnem zdravniku, kajti mi še nimamo zdaj odprtega sistema, da lahko se prijavijo kar direktno v cepilne centre. To pa je zaradi tega, ker imamo pravzaprav državno strategijo, ki predpisuje, ker cepiva za enkrat še ni dovolj, da predpisuje prednostne skupine, po katerih se lahko pacienti cepijo. In o tem, v katero skupino ga lahko razvrstimo, o tem se pravi odloča osebni zdravnik. Tu je seveda nekoliko zmede nastajalo, vendar res mislim, da so zdaj zadeve že utečene. Kakor pa kaže naprej, vam moram povedati, da verjetno bodo zadeve sproščene in se bodo lahko cepili ljudje, kjerkoli se bodo pač želeli prijaviti. Koga ste pa pravzaprav vi vse že cepili, tako po starostnih skupinah? Veljalo je najprej torej za najstarejše. Ja, dejansko mi sledimo tej strategiji. Moram povedati, da se pravi, smo deležni tudi vedno nadzora, tako da moramo cepiti v skladu z to strategijo, ki nam je dana. Nas tudi pozovejo NIJZ, katera cepiva, za katero skupino prebivalstva lahko naročimo. In sicer zdaj smo pri skupini, kjer kličemo pravzaprav bolnike nad 50 let. Zdaj recimo jih bomo cepili, bom rekla, kronične bolnike nad 50 let, potem osebe stare nad 50 let, posebej ranljive skupine, potem imamo druge doze, zdaj so že na vrsti za, se pravi, komirnati. Potem so tu posebej ranljive skupine zaposlenih, to so zdravstveni delavci. Potem smo že na ta teden smo že povabili tudi en del kritične infrastrukture, ki se lahko cepi, tako da smo zdaj, se pravi, meja za cepljenje se znižuje pod 50, ne? Drugače seveda pri kroničnih bolnikih, kjer je meja od 18 do 19 let. Potem so že v DSO-jih, ki so preboleli pri covidu in, kot sem že rekla, rizični poklici. Gospod Završnik, kako je pa pri vas v vašem mariborskem, torej zdravstvenem domu? Mislim, da je kar precej razlika med tem pokrivanjem velike mestne občine ali pa manjših občin, kaj ne, gospod Završnik? Ja, seveda, številke so tiste prebivalcev, seveda, katere pač večji centri pokrivajo oziroma pokrivamo. Zdaj, mi smo v tem tednu se približujemo 55,000 cepljenim, seveda, in je to pač v primerjavi z mlajšimi centri en dodaten izziv za nas. Vedeti morate, da organizacijsko to pomeni, da pri nas dela odvisno od dneva in pa od dobavljenih cepiv, od 10 do 15 cepilnih ekip, da mi cepimo tam tudi do 3000 ljudi na dan. To je treba vse skoordinirati, še posebej danes in pa včeraj, ko ugotavljamo, da tudi na vabljeni, torej na cepljenje z cepivom Pfizer, se v 15% niso odzvali. Vedeti namreč moramo, da ima cepivo Pfizer točno določen rok uporabe. Mi moramo to cepivo ta teden porabiti do sobote, do 14. ure. In potem je tu treba zdaj poiskati nadomestne kandidate, seveda spet v skladu za to strategijo, kar je dr. Uhanova prej že lepo povedala. Morate pa seveda ljudi vedeti točno, koliko jih ni, in jih je potem
praktično treba v danem trenutku klicati, ne, in potem ti se morajo spet odzvati. Tako da to so veliki organizacijski zalogaji in seveda mi smo res deležni praktično številnih pohval, bi pa mogoče izkoristil ta trenutek in pozval ljudi seveda na eni strani res, da se cepijo, po drugi strani pa tudi, da tisti, ki dobijo povabilo, torej, da pridejo ali če ne pridejo, potem, da to svoje mesto odstopijo drugemu, ampak ne na ta način, da se enostavno ne pojavijo, ampak da to sporočijo in potem pač dajo priložnost nekomu drugemu. Veste, težko je, da zdravstvo prevzema o vsem tem, kar zdaj v zadnjih, to ni zdaj več 12 mesecev, to zdaj gre že 15 mesecev, pa to zdaj 16. mesec, kaj pač delamo in ni vprašanje, mi vemo, da smo mi za to tu in mi bomo to tudi naredili, ampak takšno pandemijo lahko prebrodimo samo s skupnimi močmi. Ni ga junaka, ki bi lahko takšno stvar, jaz to imenujem ne samo izredne razmere, to je praktično vojna, da bi jo lahko dobil sam. In vsak posameznik mora dati en del sebe za to, da bomo to uspešno prebrodili. Ta del sebe pa pomeni, da če kliče izbranega osebnega zdravnika ali pa naš zdravstveni dom in ga ne dobi v tistem trenutku, ko si ga je zaželel, da pokliče mogoče 2-3 krat, bo porabil tudi 10-15 minut ali pa tudi pol ure, ampak da ve, da tam od zadaj ljudje sedijo, da delajo, mi delamo danonočno, seveda, da pa je naval taki, enostavno, da nismo sposobni tega predelati v naslednjem trenutku, ampak seveda, da da del sebe teh 15 minut ali pa 30 minut za to, da reši svoj problem ali pa kakršnokoli izziv. Enako to velja, mi smo imeli po prazniku po nedeljek 1700 ljudi, ki so prišli na hitro cepljenje, na hitro testiranje. Mi smo hitro testiranje izvajali prejšnji teden, cel teden. Mi nismo šli na dopust zaradi tega. In potem so šli ljudje na malico, naši zaposleni, se pravi, potem so ljudje klicali, zakaj ti ljudje grejo na malico, pa se to so tak ljudje, ki rabijo svojih 15 minut za to, da se spočijo, to so ljudje, ki so 8 ur v skafandrih, za to, da jemljajo hitre brise. In en del razumevanja, prosim, seveda, in da da vsak teh svojih 15 minut ali pa pol ure za to, da bomo to krizo prebrodili. Jaz verjamem, da smo na dobri poti, seveda, kot rečeno in še enkrat, nihče sam pa tega ne more prebroditi. In tu se zdaj vidi potem tudi vprašanje solidarnosti. Vprašanje solidarnosti se je videlo že takrat, ko so bili najbolj izpostavljeni starejši, pa takrat mlajše generacije so bile takšne, ki so razmišljale, kaj zdaj jaz moram tu se zapirati, pa zakaj ne smem se družiti. Pa smo vedeli, da je problem, seveda, da je ključni problem tudi to, kar je dr. Ohanova rekla, virus nima nog, ne hodi sam, ampak v bistvu mu mi omogočamo, da se širi in te solidarnosti v bistvu na velik način ni bilo ravno izražene, če smo zdaj odkriti. In tu se zdaj pokaže tudi, v kakšnem stanju v bistvu naša družba kot celota je. Gospod Žigon, torej organizacija, potrpljenje, potrpežljivost, razumevanje. Kako je bilo pol pri vas, pri svojcih recimo? Ne nazadnje niso smeli, niso mogli videti sorodnika v domu, pa vendar, kako je bilo potem, ko se je cepljenje začelo? So imeli svojci razumevanje za to? Glejte, večinoma je bilo razumevanja, se pa v vsaki taki večji številki, mi imamo na zadnje 150 stanovalcev, zagotovo najde kdo, tudi svojci. Jaz razumem, da so tudi svojci doživljali, ne smemo pozabiti na njih določene stiske, tako kot ste rekli, in da je bila njihova mogoče taka neprava reakcija tudi iz strani tega, ker so bili v stiski, ampak v večji meri moram reči, da smo imeli zelo pozitivne vtise iz strani svojcev. Nenazadnje smo dobili kar nekaj spodbudnih besed preko telefonskih klicev, kot tudi preko elektronske pošte. Tudi sam moram reči, da sem se vključeval v proces dela, ker sem bil v rdeči coni in
kasneje so mi stanovalci pisali pisma, da se bodo držali vseh ukrepov. Tako se mi zdi, da smo šli nekako z roko v roki. Zagotovo pa imamo tudi malo nekih slabih izkušenj za svojcev, ampak teh je res pri nas zanemarljivo. Tako da tu sem res vesel, da nam je to uspelo nekako zgladiti. Je pa težko, ker to vzdrževati to ravnovesje tudi zaposlenih, ki so preobremenjeni v vseh, predvsem zdravstveni kader, tudi socialni kader je v teh časih res preobremenjen in imajo tudi svoje neke družine in je treba tudi njih nekako zaščititi in jim biti opora. In mislim, da je to kar težko bilo v teh časih neko ravnovesje doseči, ampak nekako smo ga. Gospa Petek Uhan, morate imeti v cepilnem centru tudi varnostnika. Sprašujem namreč zaradi tega, ker torej v Mariborskem zdravstvenem centru oziroma pri testiranju so bili takšni, bomo rekli, neljubi dogodki, da so opozorili na to, da pač tako je gospod Završnik rekel prej, da je treba večje potrpežljivosti imeti, manj nestrpnosti. Kako je pri vas? Morate imeti neko osebo, ki zgolj zaradi varnosti že stoji tam? Ja, jaz bom tako rekla v začetku, ko je bilo manj, se pravi, tisti, ki so prihajali na cepljenje, nismo imeli varnostne službe. Ko se je nabralo večje število, se pravi, ljudi in ker opažamo je to, da ljudje imajo točno določene ure, kdaj prihajajo na cepljenje in so prihajali prehitro. In potem se je seveda nabrala velika količina ljudi. Naši zaposleni, ki so pa izvajali triažo, niso imeli dovolj časa, da bi lahko te ljudi imeli na določeni varnostni razdalji zaradi same epidemije, smo se potem odločili, da dejansko so zraven vedno, ko je cepljenje, tudi po en varnostnik. Ne? In kaj je zanimivo, kaj vidimo, da že samo če se pojavi uniforma, mi zaenkrat, da potrkam, še zaenkrat nismo imeli nobenega takega večjega ekscesa, se ljudje nekoliko začnejo drugače obnašati. Jaz bi na tem mestu predvsem prosila vse akterje, ki sodelujemo v cepljenju, da smo spoštljivi drug do drugega. Res, kriza je prinesla med nas nekaj, na kar nismo bili navajeni in moramo biti predvsem človeški med seboj, naši zaposleni, prav tako tudi, se pravi, naši prebivalci, uporabniki zdravstvenih storitev, so precej nestrpni postali, da mora biti vse takoj. In mi smo ubrali eno pot, ki se mi zdi zelo v redu. Mi namreč ne cepimo zdaj tako, kot ljudje pridejo po vrsti, ampak jih kličemo tako, kot so naročeni. In je zanimivo, da zdaj ljudje, ko vidijo, da pač želimo nek red, ne prihajajo toliko prej, kot so prej, včasih je kjer je prišel celo 2 uri prej in seveda se je ustvarjala gneča. Neko vzdrževanje, neko varnost in tudi naši zaposleni se čutijo nekoliko bolj varni, če so prisotni, se pravi tudi varnostna služba. Mi namreč tudi v zdravstvenem domu čez dan imamo, se pravi, varnostno službo zagotovljeno, kajti ljudje so, moram reči, da res postali nestrpni in tega nasilja verbalnega je posebej recimo na teh hitrih testih, ki jih izvajamo, je prav tako veliko. Mi smo, jaz bi tu rada rekla, zdravstveni delavci smo samo izvajalci te storitve. Vendar ljudje niso zadovoljni za temi ukrepi in potem, se pravi, zlijajo srž predvsem na nas, ker drugega nimajo in potem se dogaja, da pač je verbalno nasilje in zato smo uvedli te varnostne službe. Mi si želimo, da bi čim prej, se pravi, ta epidemija minila in pa predvsem te kulturne medsebojne odnose, ki pa vidimo, da so res že vsem že nekako po robu gre, kajti že 16 mesecev ta epidemija traja, ljudje so mislili, da bo to 2-3 mesece, vendar se moramo navaditi, verjemite mi, to ne bo še tako hitro, konec, še bo kar trajalo in se je treba navaditi na kulturne, spoštljive odnose. Vsi smo samo ljudje
Tudi naši zaposleni, moram reči, so izredno že utrujeni, čeprav smo sprejeli tudi novo delovno silo, vendar se pozna, da je leto in pol, se pravi garaškega dela za nami. Če veste, da recimo dnevno zdaj, ko dobimo cepiva, lahko rečem, da pocepimo toliko, kot pač dobimo, znamo pocepiti tudi po 1300, največ 1500 ljudi na dan. Naš center ni največji, ne, da je to veliko, imamo 6, se pravi, cepilnih enot, ki to izvajajo, in v istem dnevu recimo lahko potem opravimo še okoli 1000 testiranj, hitrih testov, tako da veste, da je to izrednega napora. Ob tem, da se pravi, vse splošne ambulante tudi izvajajo svoja dela, ki so pa, bom posebej poudarila, tudi jaz delam v splošni ambulanti, da so pritiski na splošne ambulante izjemni, predvsem zaradi tega, ker se tu naroča na cepljenje, ker so, se pravi, z tem, ko covida več, še covid je, seveda niso izumrle druge bolezni, ampak so te še bolj izbruhnile, tako da je dela ogromno. In kaj se pa nam zdaj še dogaja? Pacienti, ki so preboleli covid, se pravi, imajo pa tudi te kronične težave, ki se zdaj pojavljajo po preboleli covid bolezni. To niso samo starejši, ampak tudi mlajši ljudje. Tako da vedno, ko me pacienti vprašajo, in bi tudi izkoristila priložnost, da pacientom povem, da vedno naj tehtajo pred tem. Neko me vpraša, a bi se cepil ali se ne bi. In jim povem zgodbe, ki jih doživljam skupaj s pacienti, ki so preboleli covid, kakšne težave imajo sedaj. Tako, s temle bomo... Cepiti se čim prej, zaradi tega, da bomo nekako lahko normalno zaživeli. Tako, s tem delom bomo zaenkrat zaključili, nadaljujemo po oglasih, tako da, dragi gledalci in gledalke, ostanite z nami, kmalu se vrnemo. Dragi gledalci in drage gledalke, vrnili smo se v oddajo Na glas, govorimo o cepljenju proti covidu, predvsem bomo rekli o tistih tehničnih stvareh, kako se izvaja, kako poteka, kam se obrniti, če se želite cepiti, oziroma kaj se zgodi potem, ko ste že cepljeni. Pa bom ravno o tem spregovorila zdaj z gospodom Završnikom, direktorjem Mariborskega zdravstvenega doma. Povejte, kakšne so kaj reakcije po cepljenju? Imate povratno informacijo? So vam povedali za kakšne hujše in manjše stranske učinke? Torej, mi pri cepljenju delimo te stranske učinke na resne zaplete in pa na stranske učinke, ki se pojavljajo ob cepljenju, katere so na nek način pričakovani. Mi v okviru našega cepilnega centra resnega zapleta pri dosedaj opravljenih praktično že skoraj 54.000 cepljenih nismo zabeležili. Beležimo pa stranske učinke, kot so zvišana telesna temperatura, bolečine v mišicah, bolečine na mestu vboda. To so pa nekako tudi na nek način pričakovane stvari. Tako da to so stvari, ki se pojavljajo pri vseh cepljenih, in to so potem tudi simptomi, ki se pojavljajo tudi pri cepljenju proti koroni. Ampak jaz bi šel nazaj na tisto, kar smo govorili pred odmorom, o čemer je govorila dr. Ohanova. Tudi jaz sem na žalost prebolel v mesecu decembru korono, moram povedati, da ni bilo prijetno in da res nikomur ne svetujem, da zboli. Od tega, da zgubiš vonj, da zgubiš okus, to se ne vrne, pa je praktično zdaj že 4., 5. mesec, kar tako, in en kup drugih simptomov, ki ostane, pa verjetno še marsikaj tega, kar mi danes niti ne vemo. Kakšne posledice pač ta nesrečna korona pušča. Z ozirom na to, da mi zdravila za zdravljenje korone nimamo, mi namreč zdravimo samo simptome, ki se ob tej bolezni pojavljajo, je edino zanesljivo in učinkovito zdravilo v bistvu cepivo. In pozivam vse, da dejansko izkoristijo to priložnost. Jaz sem dnevno vprašan o cepljenju, ali eno cepivo ali drugo cepivo. Moj odgovor je vedno jasen: izkoristi prvo priložnost, ki se ti pojavi, in se cepi.
Zaradi tega, namreč tu je toliko stvari ob tem, kar sem povedal že uvodoma, da itak ne vemo. Ampak med drugim tudi ne vemo, kako bo posameznik odreagiral na to bolezen, in to enostavno zaradi tega, ker ne vemo, kakšen je njegov genski ustroj in kako bo posameznik odreagiral na to bolezen. Imamo ljudi, ki pridejo praktično skoraj da brez simptomov skozi to bolezen, nažalost imamo pa številne, ki pridejo skozi to bolezen z grdimi simptomi in pa potem tudi z grdimi posledicami. Pa zdaj to naj ne zveni kot neko strašenje, ampak okrog te nesrečne bolezni se je razvilo toliko različnih teorij, zarot, takšnih in drugačnih. V osnovi pa moramo povedati, ali pa se tudi mogoče malo spomniti na zgodovino. Ljudje namreč danes, tudi mladi zdravniki, ne vidijo določenih bolezni, zaradi tega, ker smo jih skoraj da izkoreninili. Ampak ne smemo pozabiti, da recimo je bila otroška paraliza v 60 letih tega stoletja še krepko prisotna. In samo cepivom se imamo za zahvaliti, da v visoko razvitem svetu mi praktično otroške paralize, pa tudi še marsikatere druge bolezni v bistvu nimamo. In moramo tudi odkrito priznati, da je cepivo in pa izum cepiva eno izmed najvišjih, torej razvojnih sposobnosti, ki jih je ta civilizacija dosegla. Antibiotiki in pa cepiva so tista zdravila, katera v bistvu omogočajo takšno blagostanje na tem svetu zaradi svojega obstoja. In lahko se samo poklonimo in zahvalimo ljudem, ki so nam omogočili razvoj torej cepiv in pa antibiotikov. In seveda, če bi ljudje to vedeli, potem verjamem, da bi tudi drugače razmišljali. In veste, danes o cepljenju govorijo praktično vsi. Jaz pa bom izkoristil to priložnost pa povedal, da o cepivih na tem svetu ve nekaj 10 ljudi. In to so tisti, ki so sposobni cepiva tudi narediti. Mi vsi ostali, pa jaz sem pediater, cepiva uporabljam 30 let. In se pravi, zelo ponižno govorim o teh stvareh, zato ker mi beremo, spremljamo, seveda analiziramo svoje lastne izkušnje in potem to komentiramo. Ampak izjemno malo ljudi pa seveda so to tisti, ki lahko potem o teh cepivih govorijo. In vam bom povedal zdaj en takšen luškan primer. Zdaj bi se vsi cepili za cepivom Janssen in Janssen. Ampak to cepivo je v osnovi vektorsko cepivo, ki je enako kot cepivo AstraZeneca in pa Sputnik. Ja? Pa zdaj, jaz ne bom šel v podrobnosti torej razvoja cepiva pa delovanja tega cepiva. Ampak na eni strani se je naredila ena fama okrog AstraZeneca cepiva, kjer ne smemo pozabiti, da so v Angliji precepili 30 in več milijonov ljudi za tem cepivom. Se pravi, pri nas pa recimo zdaj to cepivo na nek način ni dobro. Po drugi strani imamo cepiva RNA, cepiva Pfizer in pa Moderna, ker če bi šli spremljati recimo neke tudi kakršnekoli zaplete, ki so bili javljeni, bi videli v bistvu, da je teh zapletov pri teh cepivih celo več, kot pa pri cepivu AstraZeneca. Moramo vedeti, seveda, in to tudi treba ljudem povedati, in tudi gledalkam in gledalcem, seveda, da je izjemno velika razlika tudi v ceni teh cepiv in seveda ne nazadnje tudi so tu različni interesi, kdo bi kaj prodal oziroma kdo bi kam to in drugo cepivo dal. Ampak, če damo to vse skupaj na stran, torej cepivo je tisto, ki nam bo omogočilo, da se bomo lahko vrnili v kolikor toliko normalne smernice starega življenja. Verjetno pa ne bo nikoli več tako, kot je bilo pred to samo epidemijo leta 2019. Mi moramo vedeti seveda, da si vsi želimo,
da bi ta virus zmutiral na ta način, da ne bo več tako kužen, verjetno pa bo ostal prisoten med nami in mi se bomo na nek način morali navaditi živeti s tem virusom. In jaz mislim, da je prav, da se ljudem to pove. Mi si vsi želimo, veste, da bi se nekako vrnili v stare tirnice in če je kdo obremenjen, potem moram povedati, da je to zdravstvo, domovi starostnikov, seveda še posebej primarno zdravstvo, ker vi morate vedeti, mi nismo imeli niti dneva, da bi se lahko oddahnili in če to imenujemo vojna, potem je običajno, da na prvih bojnih vrstah ti potem moštvo zamenjaš in pride potem drugo moštvo. Mi nimamo svojih zamenjav in mi praktično od prvega dneva, ko se je to začelo, smo na okopih na prvih bojnih linijah. In seveda, kot že rečeno, z nekim spoštovanjem, z razumevanjem in pa vedenjem vsega tega, kar smo se zdaj naučili, bomo lahko to krizo prebrodili. Zdaj, samo se spomnite, koliko je bilo filozofiranja okrog uporabe mask ali pa ne uporabe mask, pa kdo je to vse komentiral, pa kdo vse to ni komentiral. In seveda, izredno težko je nam seveda potem razložiti ljudem o umestnosti nošenja mask, tako v zaprtih prostorih, kot pa v nekem trenutku potem tudi na prostem. In potem zdaj imate vi tu številne, se pravi, inštitucije, ki se vklapljajo v razglabljanje in razlaganje smiselnosti tega. Je to zelo težko, se pravi, potem na nek način voditi, da pridemo čim bolj, s čim manj žrtvami skozi eno tako izjemno težko obdobje, ne samo našega naroda, ampak veljavne cele civilizacije na tem svetu ta trenutek. Takole, gospod Žigon, kako pa je bilo pri vas, stranski učinki pri starostnikih se je izražalo, s katerim cepivom so bili pravzaprav cepljeni? Ja, mi smo z cepljenjem že pričeli v decembru, torej takrat, ko je prišla prva pošiljka cepiva. Pri naših tako stanovalcih kot zaposlenih, ki so bili so cepljeni z Pfizerjem, niso imeli nobenih večjih problemov, tako pri prvi dozi cepiva, kot tudi pri drugi. Oziroma, tako kot je gospod Završnik povedal, nič ni bilo kaj takega, kar ne bi vedeli. Tako da sami smo bili obveščeni, da se lahko zgodi, da so mogoče majhni stranski učinki od raznega glavobola, obolenja mišic, rahla omotičnost. Tako da to je bilo mogoče pri enih par, ampak nič kaj tak resnega. Edino pri eni stanovalki, ki je imela malo večje, ne bom rekel posledice, ampak reakcijo na prvo dozo, se je potem odločil, da se z drugo dozo cepiva ne bo cepila, drugače pa pri ostalih pa večjih težav nismo imeli. Gospa Petek Uhan, nekaj je bilo zdaj mogoče tudi informacije ali pa dezinformacije okoli teh, ki so že preboleli. Se morajo cepiti ali bo dovolj ena sama cepilna doza? Je zdaj že znano? Ja, zdaj je dejansko že znano, tisti, ki so preboleli, se pravi COVID, zaenkrat dobijo samo eno dozo in je to tudi dovolj, razen če je minilo od obolenja več kot 8 mesecev, potem dobijo 2 dozi, se pravi, potem gremo od začetka. Drugače je pa samo ena doza. Tako, tudi to smo razrešili, ne? Zdaj bi vas pa prosila pravzaprav vsakega od vas za vaše mnenje, tako na kratko, vaše osebno mnenje o cepljenju, cepivih, v tistem, torej, gre res tisto za rešitev ali je tisto, bomo rekli, ena izmed postaj te korona epidemije tudi cepljenje? Tako da, gospod Završnik, vas prosim zdaj, saj ste že precej obširno povedali, ampak takole na kratko, vaše mnenje o cepljenju. Torej, jaz sem velik zagovornik cepljenja.
in zagovornik sem tako imenovanega znanstvenega pristopa. Znanstveni pristop pa pomeni, da mi zelo pozorno zbiramo informacije, jih analiziramo in potem na osnovi te analize pripravljamo tudi zaključke. Drugi pristop je pa dogmatski, ker se vi v štartu postavite na neko stališče in izbirate samo tiste raziskave, ki podpirajo vaše vnaprej določeno mnenje. No in takšen dogmatski pristop v naravnih znanostih, pa tudi v medicini, je absolutno nesprejemljiv. Torej, mi moramo zaupati znanosti, ta znanost nas je pripeljala do tega, kjer danes smo, in jaz res pozivam vse ljudi, da spoštujemo to, kar je bilo do sedaj odkrito, pripravljeno, seveda, in da izkoristimo tudi to priložnost, da se lahko cepimo in na ta način, da se čim prej vrnemo v stare tirnice življenja, z tem, da vemo, da virus v naslednjem trenutku ne bo zginil, da bo tukaj in da se bomo morali navaditi na nek način živeti z tem virusom. Kaj nam bo v prihodnosti prinesel, to nihče od nas na tem svetu ne ve, seveda zato pa moramo pozorno spremljati, kar se dogaja, analizirati in se tudi potem ves čas prilagajati. Gospod Žigon, prosim za vaše mnenje. Cepljenje, cepivo. Jaz sem bil cepljen torej že takoj na začetku, ko je bilo cepivo na razpolago, in moram reči, da zaupam stroki in prav je, da zaupamo stroki, in predvsem je pomembno, da poslušamo stroko in ne nekoga, ki ni strokovno na tem področju. Zdi se mi, da danes lahko že vsak komentira o vsem, pa čeprav nima niti najmanjše izobrazbe na tem področju ali pa sploh izkušenj. Mogoče bi samo povedal to, da pri nas v domu v letošnjem letu nismo imeli še niti enega okuženega stanovalca. Tako da verjetno je k temu botrovalo, seveda, da smo upoštevali vse te ukrepe, ki jih upoštevamo, tudi nošenja mask naših zaposlenih, pravilno razkuževanje in nasploh odgovornost, ampak zagotovo pa verjamem, da je tudi ta precepljenost pomagala in upam, želim si, da se čim prej cepijo še vsi ostali in da nekako vsi si želimo nekega normalnega življenja in verjamem, da ko bo ta precepljenost, bo potem nekoliko lažje za vse nas. Hvala lepa za vaše mnenje in še gospa, izvolite tudi vi. Ja, seveda, jaz se bom popolnoma pridružila mojima sogovornikoma, popolnoma podpiram cepljenje, kajti vidim iz lastnih izkušenj, ker delam z ljudmi, delam s pacienti, delam z zaposlenimi in vidim, se pravi, ne samo se pravi, da rečem na pamet, ampak dejansko ljudje, ki so cepljeni, so veliko bolj varni in tudi se zgodi, kar bi rada opozorila, ker marsikdo reče, kaj pa se bo zdaj spremenilo, če se bom cepil, bi povedala naslednje, namreč vsi, ki so bili cepljeni, so sicer lahko bili okuženi in so se okužili in so imeli obliko bolezni, vendar je ta bistveno potekala v milejši obliki in dejansko pri cepivih tisti, ki je cepljen, dejansko ne potrebuje hospitalnega zdravljenja. Jaz bi na tem mestu res pozvala, da so ljudje, da pridejo na cepljenje, da se prijavijo, da čim prej zaživimo normalno življenje, kajti vsi po tej krizi, vsi, tako zdravstveni delavci, kot tudi naši prebivalci, si zaslužimo, da si odpočijemo, da bomo lahko novim zmagam nasproti. Namreč, vedno rečemo, po bitki so generali vsi, vendar, glejte, bitke še nismo dobili jo bomo, če bomo medsebojno skupaj sodelovali. Tako z roko v roki, ne da si bomo nagajali, ne da bomo si grozili drug drugemu. Tako je vedno v vojni, mi smo res v prvi bojni liniji, predvsem na primarnem nivoju in na tem mestu bi se zahvalila vsem zdravstvenim delavcem, posebej pa se pravi tudi mojim zaposlenim, zdržali smo 6 mesecev in upajmo, da bomo lahko odšli na zaslužen dopust, tako mi kot naši pacienti. Tako, najlepša hvala vam za vaša mnenja, za vse vaše strokovno podajanje. Podaja je pri koncu, nasvidenje vsem in prav tako tudi dragim gledalcem in gledalkam nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje. Nasvidenje.
Hvala.